Pozdravljeni, danes bi rada z vami podelila svojo izkušnjo nespečnosti. Bilo je to 12 let nazaj, bili smo z družino na morju, na Hvaru, v idilični vasici Ivan Dolac, bil je apartmajček čisto ob morju, borovci so bili, lepo je bilo. In jaz se izredno dobro ob morju počutim in tudi tam sem se dobro počutila. Ampak vseeno nisem mogla spati. Noč za nočjo, moja družina je šla spat, cela vasica je šla spat, vsi turisti so šli spat. Jaz sem pa sedela na tisti terasi in nikakor nisem mogla zaspati. Bila sem ful že utrujena, ampak moj je bil kar buden. In drugo noč sem bila še bolj utrujena, ampak moj je spet bil buden. In tudi, če sem malo zaspala, sem se hitro spet zbudila in v bistvu moje noči so bile izjemno, izjemno skromne, kar se tiče spanja. In takrat sem razmišljala, pa zakaj ne morem spati, če sem na dopustu, če mi je fajn, če se dobro tu počutim, zakaj ne morem spati? In takrat v bistvu najprej nisem prišla do odgovora, ker se mi je zdelo, saj sem čisto v redu, zakaj ne morem spati. Ampak potem pa sem začela razmišljati malo širše in sem se spomnila, pa sem prišla do odgovora. In sem se spomnila, da sem nekaj dni, preden smo mi odšli na dopust, preden smo spakirali vse in odpotovali, nekaj dni pred tem je bila objavljena moja prva spletna stran. Prvič je šla moja spletna stran v javnost. Spletna stran, za katero sem se trudila, sem pripravljala vsebine, ne vem, ali sem se fotografirala ali snemala, kakorkoli. Veliko mojega truda je bilo notri, moje srce je bilo notri, tudi programer, ki mi je to pripravljal, ga je bilo treba seveda plačati. Se pravi, želela sem si jaz to spletno stran. Ampak en del mene, en skrit del mene, pa je hotel to zablokirati, je hotel to sabotirati. En del mene pa je bila tista prestrašena deklica v meni iz mojih ranih let, mogoče celo iz vrtca, več se ne spomnim detajlov, ki pa samo spomnim se tega, da je bil zadaj en globok strah, ki je bil čist nerazumen, ker jaz sem si te spletne strani želela. Ampak en del mene je bil pa en nerazumen strah, kaj če bo kdo to videl? In kaj, če bo to kdo videl in bo me kritiziral? In si bo kaj slabega v meni mislil? Ali bo celo kaj slabega rekel o meni? In to je bil tisti nek strah, ki je hotel mene ustaviti. In nespečnost je bila samo simptom neke moje podzavestne blokade, te aktivnosti, ki so se v mojem življenju odvijale. In imela sem na voljo dve poti. Ena pot je bila, da preprosto zbrišem vse skupaj in to je moja podzavest želela. Moja podzavest me je hotela zaščititi pred kritiko, zaščititi, da bi me kdo grdo pogledal, kaj grdega rekel. Moja podzavest je bila v strahu in je hotela, da pač stvari ostanejo tako, kot so in da me nihče ne bo kritiziral. In moja podzavest bi želela, da se ta spletna stran ukine. Ampak moja zavest, moja logika, moje srce in vse moje aktivnosti pa so želele, da jaz grem naprej. Jaz sem si želela to početi, kar še danes počnem. In imela sem dve možnosti. Ali zbrišem spletno stran in poslušam svoje strahove, ali pa ugotovim, kaj ti strahovi so, jih pogledam in jih spremenim in grem naprej in delujem v skladu s to spletno stranjo in z dejavnostjo, ki sem jo pač objavila. In kaj mislite, kaj sem se odločila? Odločila sem se, da bom pogledala tem strahovom svojim v oči, da ne bom svojega življenja oblikovala na podlagi svojih strahov. In sem se tisto poletje, tisti dopust, vsako noč, namesto da bi spala, sem se ukvarjala s tem, od kdaj imam jaz sebi ta strah, zakaj ga imam, kdaj so me to naučili, kakšen vzorec je tu zadaj skrit. In sem preprosto na način, kot sem ga takrat znala, razvozlavala to in čistila te svoje strahove iz sebe. Do trenutka, da je prišla noč, ko sem lahko mirno spala in hkrati je moja spletna stran obstala. In takrat sem ugotovila, da imamo v bistvu mi v sebi moč, da lahko svoje strahove spremenimo, da lahko svoje vzorce spremenimo, ampak seveda, če vložimo nekaj truda v to. Ker če pustimo, da pot gre čisto po naravni poti, bo podzavest hotela, da gredo stvari podobno, kot so šle takrat, ko smo se fejst prestrašili. In moja spletna stran je takrat obstala in v bistvu vsa ta izkušnja pa mi je postala dragocena in tekom 12 let, kolikor delam zdaj z ljudmi, je ogromno ljudi prišlo zaradi nespečnosti. In s tem širšim razumevanjem nastanka nespečnosti sem lahko ljudem hitro pomagala razvozlati, kaj je tisto v njihovi podzavesti, da jim ne da spati, da je njihov nemiren, da se njihov ne more umiriti, tudi ko pride noč, tudi ko je telo utrujeno.
In ko enkrat znamo to malo širše razmišljati in raziskati, lahko pol podzavest tudi, lahko pol te dogodke predelamo, strahove spustimo, podzavestne vzorce okoli obrnemo in lahko pomirimo naš um. In potem enostavno je spanje logična posledica tega. Tako da, če imate tudi vi težave s podzavestjo, prva dobra novica danes je, da malo širše pogledajte, od česa bi lahko to bilo. Druga novica je, da se to absolutno da rešiti. In tretja novica je, da poskusite sami, in če ne morete sami, pa ste dobrodošli, pridite, pokličite, napišite, kontaktirajte me in bomo našli skupaj način, da vam pomagamo premagati to nespečnost.